Teden vseživljenjskega učenja se je torej pred 30 leti začel s peščico prirediteljev, izvajalcev izobraževanja odraslih, ampak od takrat je prerasel vse meje. To niso več samo izobraževalci odraslih, tukaj imamo otroke, mladino, kot smo na današnji prireditvi videli, in ti pravzaprav vsi skupaj uresničujejo z nami vred, ki organiziramo tovrstne dogodke, načelo, da je treba začeti z učenjem v otroštvu, ampak ga potem ohranjati kot enega sopotnika skozi celo življenje pri delu, pri bivanju v različnih skupnostih in vse tja do konca življenja, ko še kako potrebuješ neka znanja, se vzporedno razvija tudi svet in se moramo opremljati neprestano za nove stvari. Ljudska univerza v bistvu že skoraj od začetka tedna vseživljenjskega učenja sodeluje pri tej veliki promocijski manifestaciji in pri tem se vedno znova vsako leto trudimo doseči tiste ciljne skupine, ki so najtežje dosegljive. Se pravi, organizirati dogodke, prireditve, ki bodo pritegnili ljudi, ki se drugače izobraževanju in učenju v življenju izogibajo. Zato je ta pestrost in ponudba dogodkov v tednu vseživljenjskega učenja tako velika, da bi vsak našel nekaj zase, da bi vsak ugotovil, da je učenje v življenju pomembno in da bi se potem tudi vključil in odločil za kakšno učenje ali izobraževanje. Kot območni koordinator delujemo od vsega začetka, to pomeni, da v našem lokalnem okolju povezujemo različne izvajalce učenja in izobraževanja in koordiniramo njihove dogodke, usklajujemo jih tako vsebinsko, kakor tudi terminsko, če se le da na to vplivati. In ugotovili smo letos, ko smo v bistvu ob 30-letnici naredili tako zelo kratko analizo, da smo do sedaj v bistvu povezali že 246 izvajalcev različnih društev, šol, podjetij, vseh, ki nekako na nek način podpirajo učenje in izobraževanje. Tudi ljubiteljska kultura se spreminja, čeprav nekako ohranjamo tisto prvinskost, tradicionalne veščine ljubiteljske kulture, pa vendarle gre tudi v korak s časom. In vsak, ki se ukvarja z ljubiteljsko kulturo, predvsem so tu mentorji, vodje skupin, so tisti, ki se nenehno izobražujejo. V podjetništvu so vrednote vsekakor pomembne, posebno na tistem področju zaposlovanja invalidov, katerega se lotevamo mi. In tukaj mislim, da je predvsem ena izmed vrednot, ki je ključna, je odgovornost, ki jo imamo do okolja, do ljudi, ki jih zaposlujemo, in potem tudi odgovornost samega do sebe, ko posežemo v sam prostor. Potem je tukaj enakost do vseh naših zaposlenih, kajti zaposlujemo invalidne osebe, ki so v življenju že itak prikrajšani in jim je vseživljenjsko učenje še toliko bolj pomembno. Potem je pa tu ena vztrajnost, ki jo potrebujemo podjetniki za to, da nam sploh uspe, in seveda radovednost, ki mislim, da je vsekakor podcenjena vrednota v naši družbi in ki jo potrebujemo na vseh področjih, predvsem pa pri vseživljenjskem učenju. Ko sem se začel jaz učiti cimbale, je to bilo zelo zaničevalni inštrument. Cimbale, violina, kontrabas, to nikako ne. Vse, kar je bilo električno, je bilo zanimivo, je bilo v redu, ampak sem ostal pri tem, ker meni so cimbale imeli takšen božanstveni zvok, tiste prebiranje rok me je fasciniralo in sem ostal v tem. Pozneje, ko sem začel sam poučevati, sem opazil, da ni nobene literature, s katere bi lahko poučeval učence, tistih pesmi, ki jih v otroštvu pojejo, ki so se naučili od babic, starešev, tudi v vrtecih. Zato sem se odločil, da napišem učbenik. Zelo sem vesel, da je vedno več mladih učencev, ki jih zanima tudi ta inštrument, tudi za njih verjetno imajo takšen božanstven zvok, kot so imeli za mene. In trenutno imam 9 učencev, tako da ta inštrument v pokrajini ob Muri in tudi v Sloveniji najverjetneje ne bo izumrl. Teh 30 let je prineslo to, da je beseda vseživljenjsko učenje vsem nam čisto domača. Najtežje je bilo včasih,
ljudi, ki so končali katerokoli šolo, na katerikoli stopni, spraviti nazaj v učenje ali šolske klopi. Danes je to, da se ljudje ponovno vključijo v izobraževanje, večkrat ne samo nuja, ampak tudi pot do boljšega. In to je torej zasluga teh tednov vseživljenjskega učenja, da smo vsi bolj odprti za novo znanje, nove veščine. Učenje je tudi pot izven samote in izven sebe.